Obhajamo misijonsko nedeljo. Po naravni vesoljne cerkve, krajevne cerkve, na ravni vsake posamezne župnije, ter v srcih in življenju slehernega kristjana. Bog da je tudi v naših srcih močneje odmeva Jezusovo misijonsko naročilo. Pojdite in učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in jih učite izpolnjevati vsem, karkoli sem vam zapovedal. Ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Letošnje obhajanje misijonske nedelje nas še posebno močno nagovarja, ko obhajamo 90. obletnico, odkar je papež Pij XI leta 1926 ustanovil papeško misijonsko družbo z namenom, da bi spodbujala, usmerjala in pospeševala misijonsko dejavnost cerkve. Letošnje slavje misijonske nedelje se vključuje tudi v duhovno dogajanje izrednega svetega leta, ki nas vabi, da smo usmiljeni, kakor je usmiljen nebeški Oče. In kaj naj bo večji in lepši izraz Očetove usmiljene ljubezni, kakor je prav misijonska dejavnost, ki se v dobroti in ljubezni obrača k vsem ljudem. Zlasti k tistim, ki Jezusa še ne poznajo, ki še niso okusili njegove ljubezni in vrednot Božjega kraljestva. Papež Frančišek nam prav zato podarja posebno poslanico za letošnjo misijonsko nedeljo, kateri med drugim pravi, da se Božje usmiljenje, to utrepajoče srce evangelija, najgloblje izraža v učlovečeni Božji besedi, v Jezusu Kristusu, ki nas nagovarja kot dobri pastir, ki skrbi za svoje ovce, kot usmiljeni Samarijan, ki se sklanja nad revežem kraj pota, kot usmiljeni Oče, ki sprejema izgubljenega sina. Ko nas duhovna pot svetega leta vabi, da vstopimo skozi sveta vrata, je to vabilo, da preverjamo naša pota, koliko so usklajena z Božjimi potmi in načrti. To dogajanje dosega svoj vrhunec, ko v moči Svetega Duha obhajamo svete zakramente, zlasti svetospoved in sveto hajilo, ki utrjujeta naše prijateljstvo, našo zavezo z Gospodom, ki potem rojeva sadove v telesnih in duhovnih delih usmiljenja. Papež Frančišek zato znova vabi vse kristjane in vse ljudi, ki v srcu dobro mislijo, da uresničimo nov misijonski izhod, da gremo ven, ad gentes, k narodom, kot pravi drugi Vatikanski koncil, da gremo na obrobja, nadaljuje papež Frančišek, posebej k malim, trpečim, ubogim, doma in po svetu. Dokler, kot pravi papež, vesela novica ne pride do zadnje žene, do zadnjega moža, zadnjega ostarelega, zadnjega mladega, do zadnjega otroka. Slovenci smo se, hvala Bogu, dobro odzvali na misijonsko vabilo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zlasti po letu 1622, ko je papež Gregor XV v Rimu ustanovil kongregacijo za širjenje vere. Med našimi misionarji na prvem mestu omenjamo misijonskega škofa Friderika Baraga in njegovega sodelavca Franca Pirca, ki sta svoje življenje posvetila indijancem. V Sudanu je deloval Ignacij Knoblehar, na Kitajskem Jožef Kerec in v našem času Andrej Majcen. Imamo škofa Gnidovca in seveda Petra Opeko in njegov čudoviti misijon na Madagaskarju. Danes smo zbrani pri svetem Jožefu v Celju. Zakaj? Zato, ker je tu pomembno misijonsko središče, ki ga je ustanovil blaženi škof Anton Martin Slomšek, ko je leta 1852 sem poklical očete Lazariste in je tu nastalo močno misijonsko žarišče, ki je v vseh časih in še posebno danes imenitno izpolnjuje svoje misijonsko poslanstvo. Zato, bratje in sestre, ohranimo gorečnost duha, prisrčno in tolažljivo veselje, ki je lastno ozenevalce evangelija, tudi tedaj, kadar mora sejati v solzah in preizkušnjah. In blaženi papež Pavel VI nadaljuje: naj bo ljudem in današnjemu svetu, ki se duši v teminah zla in nevere, omogočeno, da prejme veselo oznanilo,
ne iz ust žalostnih, malodušnih, nepotrpežljivih in preplašenih evangelizatorjev, marveč od takih služabnikov evangelija, ki iz njihovega življenja izžareva gorečnost in veselje, od takih, ki so najprej sami sprejeli Jezusa Kristusa in so zanj pripravljeni zastaviti življenje. Nismo sami bratje in sestre. Gospod je z nami, tudi mi bodimo z njim. Amen.